Prav prisrčno pozdravljeni, dobrodošli v Kulturni center iz Bratuš na srečanje pod Lipami, ki krajeta Kulturni center iz Bratuš in krožek za družbena vprašanja Anton Grdočič. Nocoj imamo celo vrsto izjemnih gostov, ki jih naši srednji prisrčno pozdravljamo. Pozdravljamo nekdanjega veleposlanika, gospoda Iztoka Milošiča, podpredsednika Deželnega sveta gospoda Igorja Gabronca, odvetnika Damjana Trpina in Andreja Bardona in še občinskega svetnika v Deveti gospoda Miha Korena. Lepo pozdravljeni in hvala, da ste v naši družbi, da ste se odzvali našemu vabilu. Večer bo vodil Julijan Čavbek in seveda mu predajamo besedo in mikrofon. Najlepša hvala in dober večer vsem, ki ste se udeležili današnjega večera srečanj pod Lipami, ki se spet pričenja po odmoru, ko smo malo tega razmišljujočega prostora prepustili predavanj, letošnjim predavanj, ki jih je pripravila skupnost družin Sončnica in so se tudi lepo izpeljala. Naj v začetku povem še, da vse večere v sklopu srečanj pod Lipami lahko tudi še enkrat vidite na YouTubeu, dovolj da vtipkate krožek Anton Gregorčič in se vam pokažejo vsa srečanja od 2-3 let nazaj. Tako. Če vas zanima, to je ena zanimiva informacija. Današnjim gostom se lepo zahvaljujemo, da so dali razpoložljivost, seveda najprej bivšemu veleposlaniku in slovenskemu diplomatu Iztoku Milošiču, hvala lepa. Pozdravljam še ostale prijatelje in kolege, ki so danes odvetnika Andreja Bardona in Damjana Trpina, predsednika in deželnega tajnika slovenske skupnosti Igorja Gabrovca in beneškega rojaka Miha Korena. Jaz bom naredil zdaj na začetku en tako kratek uvod, ker današnji večer je posvečen 15-letnici odobritve zaščitnega zakona za Slovence v Furlaniji Julijski krajini. Dokončno ga je odobril Senat 14. februarja leta 2001, ampak tista pot, ki je pripeljala do tega trenutka, je za nas Slovence tudi zanimiva in je danes, mislim, letos je ena taka priložnost, da se jo tudi malo tako bolj podrobno, bolj globlje spomnimo. Dodali smo temu večeru tudi druga plat zgodbe, zato ker so tudi določene zanimivosti, ki so sicer mogoče ena specifika naše manjšine, naše narodne skupnosti, kjer se pač izraža pluralnost idej in nazorov in tudi v postopku sprejemanja zaščitnega zakona se je to tudi videlo. Tako jaz bi rekel, da ne bom obnavljal vsega, ker če ne bi imel jaz predavanje in ne bi imelo smisla. Vsekakor, leta 1993 je naša manjšina, oziroma so glavni subjekti, družbeno-politični subjekti naše manjšine, sprejeli skupni zakonski osnutek. Pravi obe krovni organizaciji ter politični predstavniki slovenske skupnosti ter levice. In ta zakonski osnutek naj bi bil potem tisto besedilo, ki bi moralo biti vloženo v italijanski parlament, da bi potem postalo zakonski osnutek. Medtem v tem postopku je bil tudi ta predlog, ki je bil poimenovan zakonski osnutek Makaniko, ki pa je propadel, zato ker ni zadovoljeval zahtevanj manjšine. Še leta maja 1996 pa so se začele stvari v parlamentu bolj konkretneje odvijati. In sicer najprej je maja 1996 takratni vladni podtajnik in predstavnik francoske manjšine v dolini Aoste Lucien Caveri vložil prav ta skupni predlog iz leta 1993, skupni zakonski osnutek,
Po približno enem letu so svoj zakonski osnutek vložili še stranka Naprej Italija, Forza Italija, Demokratična levica Olka in Severna liga. Istočasno je bil vložen tudi zakonski osnutek v Senatu. Maja 96 ga je vložila predstavnica komunistične prenove, leto kasneje, septembra 97, pa še predstavnik takratne ljudske stranke oziroma Partito Popolare Italiano. 30. septembra je bil za glavnega poročevalca v pristojni komisiji imenovan Domenico Maselli, ki je prav pred kratkim umrl, in on je te besedila, ki so bila predložena v poslanski zbornici, združil v skupni osnutek, ki je bil potem 12. julija 2000 odobren in se je potem prešel v Senat. Senat ga je na to 14. februarja 2001 odobril in zakon je stopil v veljavo. Recimo, da ob dejstvu, da se pojavljajo ocene, da je bil to najboljši možni zakon v tistem trenutku, je pa Stranka slovenskih skupnosti in tudi krovna organizacija Svet slovenskih organizacij izpostavlja določene kritične aspekte zakonskega osnutka, ki je nastajal v poslanski zbornici prej in v Senatu potem. Predvsem to, da prva kritika je bila ta, da se manjšina ni držala dogovora, da bo zagovarjala skupni zakonski osnutek, ki je že sam po sebi določal ozemlje, kjer se bo zaščita izvajala. To je bilo 35 občin. Na koncu je obveljalo, da morajo občinski sveti se odločiti, če pristopijo v območje izvajanja zakona. Druga kritika je bila, da ni zajamčenega zastopstva. In tretja kritika je bila tudi, da paritetni odbor oziroma ta komisija, ki bi mogla skrbeti za izvajanje zakona, je bila na koncu drugačna od tistega, ki jo je predlagal osnutek iz leta 1993. Danes imamo 10 predstavnikov slovenske manjšine in 10 predstavnikov italijanske manjšine oziroma inštitucij. Takrat ta skupni osnutek je predvideval, da bi vodil to komisijo, ali če hočemo mu reči paritetni odbor, deželni komisar oziroma prefekt, tržaški prefekt, predsednik Fulanije Julijske krajine, 3 predstavniki, ki bi jih imenoval ministerski svet, od katerega eden bi mogel biti Slovenc, 3 predstavnike bi jih imenoval deželni svet, od teh eden bi mogel biti Slovenec, slovenski poslanci, deželni svetniki in pokrajinski svetniki, 3 predstavniki Slovencev, ki so izvoljeni v občinske oziroma rajonske svete, in 6 predstavnikov, ki bi jih imenovala civilna družba, konkretno Svet slovenskih organizacij in Slovensko kulturna gospodarska zveza. Danes je to nekoliko drugačno. Toliko za uvod, da malo pojasnimo, sicer so stvari nekoliko zapletene. In bi kar prišli k prvemu vprašanju za gospoda Mirošiča. Vi ste pred kratkim imel en daljši zapis v Primorskem dnevniku, kjer ste rekel, da se je z odobritvijo zaščitnega zakona končalo eno dolgo obdobje, ki se je začelo takrat takoj po vojni. Pa me zanima, kako ocenjujete, kakšno oceno date, da je bilo to dolgo obdobje sprejemanja te zaščite, tako z vidika recimo Republike Slovenije, kot tudi manjšine. In tudi še bi dodal to zanimivost, da kaj se vam zdi, Slovenija takoj po osamosvojitvi je že takoj odobrila zaščito za
za madžarsko in za italijansko narodno skupnost, že v sami ustavi in potem tudi s posebnim zakonom. Italija je na to naredila nekoliko kasneje. Sicer dve stvari sta zadevata notranjo politiko obeh držav, ampak v tem smislu, če se vam zdi tudi, da bi bilo mogoče, da bi bilo vsaj, da bi prišlo do enega stalnega dogovarjanja oziroma preverjanja, kako gre za zaščito na eni in na drugi strani. Lep pozdrav vsem, se sliši? Ja. Lep pozdrav, prisrčen pozdrav vsem, vedno sem rad v teh krajih, konec koncev sem doma tudi tukaj, ampak v Gorici, ki jo manj poznam v Trstu, sem še posebno rad, zato da jo vedno znova raziskujem tukaj. Torej, jaz sem napisal en članek v 15-letnici in sicer ta članek temelji na mojih pogledih in izkušnjah mojega delovanja 5 let v Rimu in 5 let delovanja z italijanskimi oblastmi in moram reči, da dokaj intenzivno tudi s predstavniki naše manjšine, bodi se krovne organizacije, bodi z političnimi predstavniki, vodi strank. In sam seveda nisem sodeloval pri nastanku tega zakona. Vi ste me poprašal po zgodovinskem obdobju, da je dokaj dolgo trajalo. Jaz seveda postavljam ta sprejemanje manjšinske zaščitne zakonodaje v kontekst mednarodnih okoliščin, ki so vladale v Evropi v času hladne vojne, padca Berlinskega zidu, našega vključevanja v Evropsko unijo in počasi, korak po koraku, postopoma zbliževanja dveh prej zelo različnih ideoloških in političnih sistemov, torej zbliževanja med Slovenijo in Italijo, mislim tukaj, iz bivše Jugoslavije, k nekih skupnih ciljih, kot je življenje v skupni Evropi. In seveda s temi koraki je sovpadala tudi sprememba politične klime, ki je potem omogočila verjetno konec koncev na 2001. leta sprejem zaščitnega zakona, ki je bil seveda po moje posledica tudi teh političnih procesov, ki so se vodili v Evropi, ki so se vodili med dvema sosedama. Ne pozabi, da Jugoslavija, ki je bila zelo močna država, tudi bilateralno v medsebojnih odnosih, kljub podpisanim Osimskim sporazumem in določbam, da se bo zaščita manjšin urejala z notranje pravnimi akti in to nemudoma, torej ni uspelo, da bi prisilila Italijo, da bi takrat sprejela to notranjo zaščitno zakonodajo za manjšino. Slovenija je v svoji ustavi uredila položaj manjšin, dveh manjšin, italijanske in madžarske. Jaz mislim, da je bilo to pravilno, da se je na ta način omogočila tudi neko integracijo, normalno integracijo v politični sistem nove realnosti manjšincem. Na drugi strani je seveda Italija potrebovala, kot sem že rekel, več časa za ta sprejem, ampak jaz mislim, da bi bilo seveda moje prepričanje, moje osebno mnenje je, da povezovanje ali reciprociteta na tej osnovi zaščitne zakonodaje dveh držav bi bilo lahko vprašljivo. Jaz sem vedno za to, da Slovenija nudi najvišje forme in da skozi najvišje forme, ki jih sama izvaja, išče tudi najvišje forme zaščite za našo manjšino oziroma narodno skupnost v Italiji. Iz tega izhodišča so potem izhajali tudi, oziroma je izhajal razvoj političnih odnosov. Torej, zaščita uresničevanja manjšine seveda se preverja. Mi nimamo neke tehnične komisije, ki bi rekla, odkljukala ta, ampak se preverja skozi politični proces. To se pravi skozi razvoj meddržavnih odnosov, skozi bilateralne obiske, kjer je bila vsaj, ko sem bil jaz v Rimu, manjšina vedno na tapeti. Mi imamo lahko različna mnenja, ali je to uspešno, ali ni uspešno, ali bi se dalo hitreje, ali bi se dalo bolj učinkovito, ampak seveda razvoj manjšinske zakonodaje, še posebej v Italiji, ki je birokratsko, proceduralno bolj zahtevna v teh pogledih
po moje od Slovenije, je ta, da razvoj vsaj zadnjih letih političnih odnosov, stikov, je omogočil okolje, ki je vodilo tudi v večje razumevanje in posledično v lažji dialog o manjšinskih vprašanjih, bodi si z deželo, bodi si z Rimom. Jaz moram reči, ko sem prišel v Rim 2010. leta, bom rekel, da je bilo to je bilo neposredno po tistem koncertu v Trstu, 3 predsednikov, ki je spremenil klimo v birokratskih institucijah v Rimu, torej takrat je bilo čutiti še neko zadržanje, medtem ko po koncertu takoj je bila in očitno po direktivah, usmeritvah za vrh italijanske države, je bilo tudi v administraciji, pri uradnikih, ki recimo direktno odločajo o nekih zakonskih zadevah, zlasti finančnih, čutiti, ni bilo čutiti nobenega odpora ali pomislekov, to je moja izkušnja. Nasprotno, celo zavzemali so skušali razumeti, vedno bolj razumeti zadeve, je pa res, da je proces birokratski, italijanski, moram reči, da zelo zapleten. Torej, jaz moram reči, da v času moje mandata in ko sem se intenzivno prizadeval, da pride manjšina v vseh institucijah, od Ministrstva za dežele, Farnezine, Ministrstva za notranje zadeve, posebej intenzivno, predsedstva vlade z Giannijem Leto, takrat, ki je bil sotosekretarja, se pravi podtajnik italijanske vlade, v imenu Berlusconija so se intenzivno dopisovala za kreiranje omizja. Torej, jaz nisem zaznal, da bi bilo nekje v institucijah nekaj a priorno političnega proti slovenski manjšini. To je bil Rim. In v Rimu so v glavnem se odločali. Druga komponenta je bila Furlanija Julijska krajina. Moram reči, da je bilo nekaj problemov, zlasti pod nekim prejšnjim predsednikom dežele, da pa je tu je nekaj krivde tudi Slovenije, ker je dopustila, da je zamrla mešana komisija s Furlanijo Julijsko krajino, ki je imela tudi omizje za manjšino, ki je preverjalo uresničevanje teh zadev. Se pravi, cilj je bil ponovno oživiti mešane uradne stike, kar smo tudi naredili s Furlanijo Julijsko krajino, kajti manjšina živi na tem področju in je prvi stik in najpomembnejši stik uresničevanja pravic. Se pravi, mi imamo neke instrumente, skozi katere se preverja, kako se ta zaščita uresničuje. Tretji instrument je mednarodni, to je Svet Evrope. Svet Evrope vodi evidenco uresničevanja na posameznih členih tudi zaščitnega zakona, torej preverja tudi z obiski na terenu, kako se uresničuje in po mojem mnenju, manjšina sicer v zadnjem času je bolj aktivna, bi veljalo ta institut še nekoliko bolj izkoristiti tudi neposrednih stikih manjšine, mogoče s Svetom Evrope. Da ne bom predolg, torej sprejemanje zaščitne zakonodaje na italijanski strani je bilo pogojeno, predvsem na italijanski strani, z mednarodnimi okoliščinami, z razpadom Jugoslavije, novimi integracijskimi procesi v Evropi, po padcu Berlinskega zidu, z novo realnostjo v Sloveniji in tkanjem slovensko-italijanskih odnosov, se pravi izboljševanje teh odnosov, pri čemer bodimo tudi samokritični, včasih je bilo zanimanje za razvoj teh odnosov tudi v Ljubljani manjše, kot bi si lahko želeli. Italija je naša najpomembnejša soseda. Članica G20, članica G7, z veliko politično težo in včasih pozornost Slovenije bi morala biti večja, kar bi pomenilo tudi večjo pozornost za razvoj pravic narodne skupnosti v Furlanijski krajini. Toliko, da ne bom predolgo zaenkrat. Hvala lepa. Vprašanje zdaj za Andreja Verdona in podobno tudi za Damjana Trpina. Andrej Verdon, takrat si bil in deželni tajnik slovenske skupnosti in občinski svetnik v občinskem svetu v Trstu. In ne pozabimo, potem si bil tudi že si bil član tudi prvega paritetnega odbora, ki ga je vodil odvetnik Race. Kako se spominjaš oziroma kako ocenjuješ pogajanja, ki so se takrat vodila, prav z dejstvom, da bodi si stranka, kot tudi krovna organizacija, Svet slovenskih organizacij, sta bili prav v teh ključnih mesecih
ko se je zakon odobraval v poslanski zbornici in potem v senatu, da sta izpostavljala ta kritičnost, da zakon v bistvu ne določa, ampak prenaša odločitve, določene ključne odločitve potem na na krajevno raven, če se lahko tako rečemo. Ja. Najlepša hvala za vprašanje in dobro večer, tudi jaz vam želim. Jaz bi, če dovolite, bi šel korak nazaj. Jaz sem bil občinski svetovalec v Trstu od konca leta 1993 do leta 2001, se pravi za 2 mandatne dobi Ilijeve uprave. Zdaj je treba moment postaviti, kako je pravilno povedal gospod Milošič, postopek v zgodovinski okvir. Po osamosvojitvi je bilo v Trstu, ki je bil glavni problem pri zaščitnem zakonu, pričakovanje, da se bodo zgodile neke radikalne spremembe na našem teritoriju. V Trstu je bila močna istrska diaspora. Bila so velika pričakovanja, da se bo Italija lahko s Slovenijo nekako igrala. To je trajalo z županom Stafferjem in z umirajočo Listo za Trst do prve Ilijeve izvolitve. In takrat so se začele stvari spreminjati in počasi postopoma izboljševati. Niso bili problemi rešeni, ampak so se počasi reševali. Od leta 1993 do leta 2001, ko sprejmemo zaščitni zakon, mine kratka doba. V tej dobi se je zgodilo pa veliko. Osnutkov je bilo kar nekaj. Prvi, ki se ga omenil, se mi zdi, da je bil Bratinov, potem bil Makanikov, ki smo ga vsi zavračali, tudi ogorčeno. In potem se je zgodilo, da je v Rimu zavladala nam naklonjena politična koalicija in je bilo konkretno možno, da bi se vendar sprejel ta zakon. Med tem časom je Slovenija zorela in se razvijala in postajala počasi pomembnejša. Te bolne ambicije, ki so tukaj bile še tako močne, so počasi plahnele. In smo prišli do leta 2001, ko je bil zakon sprejet. Zdaj, zakon se je sprejemal pod vodstvom pokojnega Mazelija nekako v nekih sunkih. So bili trenutki krize, so bili trenutki, ko je izgledalo, da bo zakon šel skozi. V nekem momentu je izgledalo, da bo projekt propadl. Jaz, ko sem bil takrat tudi državni tajnik slovenske skupnosti, kaj sem bil vtis, to lahko povem, to ni neka kritika, ampak je dejstvo, da je bila slovenska skupnost, bi rekel namerno, izločena iz sestavljena zakona. Slovenska skupnost, kot stranka, ki ni imela predstavnika v parlamentu, takrat so bili glavni osebnosti v manjšini Stojan Spetič in Milor Bugin, pa Pavšič, recimo, ki so nekako vodili ta pogajanja. To je nekaj tudi lahko normalno, ker namreč leva sredina je bila na oblasti in je skušala ustvariti zakon. Mi smo bili nekako ob strani, oziroma smo skušali sodelovati preko manjšinskih predstavnikov. Lučano Kaveri je bil naš prijatelj, ki nam je zvesto sledil, in zastopniki Južno-Tržavske ljudske stranke, med katerimi, če se ne motim, Brugar, je bil prvi vrsti Brugar. Slovenska skupnost je preko manjšinskih zastopnikov formalno vložila amandma, ki je predlagal, da se zakon izvaja v vseh 35 občinah, ki smo jih Slovenci dogovorjeno predlagali kot območje veljavnosti zakona. Slovenska skupnost je to formalno predložila. Ta amandma je bil formalno zavrnjen. Zdaj, kaj je to pomenilo? Je pomenilo očitno, da ni bilo politične volje, ni bilo pripravljenosti, ni bilo take konstelacije, ki bi omogočile, da se to sprejme. Jaz mislim, da je bilo prav, da so bili to postavili. Ni bilo potem take učinka, da vendar. Zaradi tega, ker ni bilo tega našega predloga, ker ni šlo skozi to prvotno besedilo, oziroma ta naš predlog, ki je bil tudi predlog manjšine navsezadnje, ker je manjšina naredila korak nazaj, manjšina se je umaknila, del manjšine se je umaknil od
Bratinovega osnutka in je osvojil bolj nedoločeno in bianco normo. Ne? Zaradi tega, kaj se je zgodilo? Se je zgodilo, da je paritetni odbor, ki je bil ustanovljen takoj, že nekaj mesecev po sprejemu zakona leta 2001, izgubil dejansko 6 let časa, da je počasi prišlo do določitve področja, na katerem sploh zakon velja. Ta določitev tega področja je bila za nas kot nek privid, kot neka kimera, v kateri smo stremeli in ki je ni bilo mogoče uresničiti. Zakaj? Ker paritetni odbor je bil tako sestavljen, da če je bila odsotna določeno število dejanskih članov, smo bili avtomatično nesklepčni. In tega so se sistematično posluževali. Tisti, ki so bili proti temu, da bi bil odbor sklepčen in da bi sprejemal. Potem smo sestavili nek seznam, da je odbor poslal v Rim, pa smo dobili negativno stališče vlade, podkrepljeno s negativnim stališčem Concilio di Stato, državnega sveta, in torej zopet se je zaplezlo. Na koncu je ta DPR, Decreto Presidente della Repubblica, bil sprejet šele septembra 2007, se pravi, mi smo 6 let semencali, ko je bil že drugi paritetni odbor, v katerem sem tudi imel to čas, da sem sodeloval. Zdaj, kaj pomeni? Seveda, tudi če bi mi dosegli, da bi v prvotnem besedilu zaščitnega zakona bilo teh 35 občin, vsi, ki konkretno razmišljamo in ki smo toliko realisti, vemo, da se ne bi zaščitna pravila izvajala na enak način v centru Trsta, ali pa v centru Gorice, ali pa v centru Čerada in v okolici. Seveda, da bi se potem prilagajala, a vendar bi bilo že v zakonu zapisano seznam in ne bi paritetni odbor izgubljal in dejansko izgubil 6 let svojega življenja, da bi se s tem ukvarjal. Zdaj potem, to so neke kritike, ki so dan danes, no vse zadnje lahko tudi, bi rekel, bolj neke to je že neka memoaristika, ne? Zdaj to ni več, bi rekel, dan danes aktualno, vendar tako se je zgodilo. Jaz ne vem, če mogla bi se tam ustavil, ker da ne bi imel čas. Če ne mislim, da slovenska skupnost je sodelovala pač kot je mogla. 2001. Se je zgodilo, da je bil izvoljen v Trstu župan Di Piazza in desnosredinska koalicija, ki ni bila nam naklonjena. To je bil problem. Počasi je šla stvar naprej in jaz bi rekel, da smo po svojih močeh in s pomočjo manjšinskih strank naredili, kar je bilo pač mogoče narediti. Hvala lepa. Damjan Trpin, ti si prav tako sodeloval v pogajanjih, bil si pa tudi občinski odbornik v občinski upravi župana Brankatija in bil si, mislim, če ne glavni, gotovo med glavnimi akterji, da je potem občina Gorica bila sprejeta v območje izvajanja zaščitnega zakona. Takrat oziroma tebe so pozabili desna sredina te imenovati na tistem plakatu in si potem tudi to povedal. Mogoče tudi s tvoje strani kako so se takrat vodile in pogajanja in potem tudi dogajanja v samem občinskem svetu, ko se je šlo konkretno za to, da je Gorica v tem zaščitnem območju. Večer tudi z moje strani, tudi vsem kolegom tukaj za omizjem. Moji spomini so tako bili na pogajanja, moram priznati, žal precej razvodeneli. Jaz se bolj spominjam nekih utrinkov, nekih anekdot. Ena od teh anekdot je, da mi je tako nekega večera, pozno zvečer, telefoniral Kaveri, ki mi je v bistvu vsak dan, več ali manj, ko je postala zadeva topla in ko se je ustanovil tako imenovani Comitato dei Nove, se pravi en ožji odbor poslancev, v katerem je sodeloval, kot se ne moti, tudi Spetič, kot svetovalec, mislim, takrat vlade. In mi je telefoniral in rekel, Damjan, ma tukaj so tvoji, ki popuščajo. Tvoji je mislil na naše zastopnike, ki so tam noter se pogajali in se rekel, glej, vse veš zakaj, pač
mi ne bomo popuščali in ti ustrajamo na stališčih in prinesmo domov, največ, kar se prinesti domov da. In se spomni, ta telefon je bil prav v zvezi z volilnim zakonom, oziroma z določbo o volilnem zakonu, ki je napisana izjemno ohlapno in rezultat te določbe v zaščitnem zakonu glede volilne zakonodaje, ki naj omogoči izvolitev slovenskega poslanca in slovenskega senatora, se je pokazalo, da je vsej svoje ohlapnosti oziroma brez vsebinskosti, ker je bil zdaj sprejet volilni zakon, ki ne bo dovolil Slovencem, da pridemo avtonomno v parlament, definitivno. En čas je izgledalo, da je to samo problem slovenske skupnosti, da se samo slovenska skupnost bori za to, ker logično pač tisti, ki so glasovali in so bili aktivni v levih strankah, prednicah oziroma dedičih komunistične partije, različne stranke, na katere se potem ustanovile, so pač bili izvoljeni zato, ker je njihova stranka pač enega Slovenca predlagala na izvoljivo mesto. Zdaj smo ugotovili vsi skupaj, da temu ni več tako in ta volilni sistem po vsej verjetnosti ne bo dovolil niti po tistem sistemu, ki je prej omogočil enega Slovenca v parlament, verjetno ga ne bomo imeli. Tako da pogajanja so bila seveda za zaprtimi vrati, kot je točno povedal Andrej, mi smo sodelovali postransko in ni bilo enotnosti v manjšini glede naših zahtev. Jaz bi tudi nekako zanikal to trditev, ki smo jo brali od obletnice, 15-letnice 14. februarja dalje, do danes večkrat, je bila izrečena kot neka mantra, da je to pač bilo najboljši zakon, ki se ga je v tistem trenutku dalo dobiti. Jaz mislim, da ni tako. To je bilo tisto, kar nam je leva sredina bila največ pripravljena dati. Leva sredina sprejema danes, v preteklosti in bo bodoči, in tudi desna sredina, politična večina sprejema zakone v parlamentu, ki nimajo soglasja opozicije. Največkrat gredo zakoni večinsko skozi. In torej, če neka večina hoče nekaj narediti, pač naredi. Ne glede na to, kar skače po koncu opozicija. Se pravi, da tukaj ta zakon s takšno vsebino, tako omejeno na številnih točkah, je bilo pač tisto, kar nam je tista leva sredina tistega trenutka bila pripravljena dati Slovencem. Več ne. To je, po mojem, ta zakon. Če pa grem na ta drugi del v zvezi z goriško občino, tudi tukaj imam zelo močne spomine, anekdotične. Je bilo tako, da je enkrat tiskovna predstavnica župana me poklicala in je rekla, da je Pikolo bi želel intervju v zvezi z uresničevanjem zaščitne zakonodaje. In intervju smo naredili v njeni pisarni, ona je bila tam zraven poslušala. Drugi dan vstanem in ne vem, po kakšnem naključju sem šel kupiti, sem slišal radio in ker je bila prva novica dneva, ker sem pač izjavil, da bo zaščitni zakon se izvajal na celotnem območju goriške občine. To je bila zahteva slovenske skupnosti, ki smo jo podpisali z Brankatijem in to smo tudi dosledno hoteli uresničevati. Bogi Brankati je verjetno mislil, da bomo malo bolj počasi, ampak jaz sem to izjavil za Pikolo. Pikolo je objavil fotografijo na prvi strani in izjavo in tam se je usulo. Ampak se je usulo 10 dni, 15 dni, en mesec. V Gorici so organizirali zbiranje denarja za manifestacije proti Slovencem po lokalih. Trdili so, da bo mogla goriška občina vzeti službo 400 ljudi, ki bodo znali slovensko in tako naprej. In na koncu smo pokazali, da pravzaprav vsega tega ni bilo nič in je ena določena količina zadostna občinskih svetnikov pač podpisala izjavo, da hočejo, da se celotna goriška občina vključi v zaščitni zakon. In to je po moji oceni potem odprlo vrata podobne rešitvi marsikje druge. In se mi zdi, da smo naredili prav en tak preboj na tem področju, ker bi sicer situacija bila precej blokirana. Moramo vedeti pa, da je zaščitni zakon
tako napisan, da ima dva nivoja, dve perimetracije. Ena je uporaba jezika in drugo je vidna dvojezičnost. Vidna dvojezičnost vemo dobro, da je bistveno bolj ozko uveljavljena recimo v Trstu in to je ena od teh ključnih velikanskih hib zaščitnega zakona. Jaz se spomnim tudi izjave, ki sem jo dal takrat za slovensko televizijo v Senatu, ko so dobili zaščitni zakon, sem rekel, da nas bo, to je zakon, to je vesel dan, ker smo dobili zakon, ampak nas bo glava še dosti časa bolela, samo da smo dobili perimetracijo, smo potrebovali 6 let. Če gledamo, kako so napisane določbe, recimo, in tukaj je tisto, kar me boli in kar mi je Kaveri večkrat telefoniral, o čemer sem pregovoril. Je bilo možno stvari s pol besede dobiti dosti več. Pol besede dosti krat pomeni dosti. Pol besede v členu, ki govori o vračanju domov, pol besede več v členu, ki govori o tisti, ki nam naših zaščiti teritorija in tako naprej, za katerega so vsi rekli, da je popolnoma nepotreben. Mi smo pa ustrajali in vidimo, da danes na številnih področjih je ključen, ker brez tega bi ne dobili nič. Po drugi strani je možno na podlagi tega, kljub temu zakonu, narediti volilni zakon, ki nas odreže iz parlamenta. Kljub temu zaščitnemu zakonu je danes možno naše lokalne uprave na novo urediti tako, da pravzaprav ne bomo več sami odločali o našem teritoriju, na našem teritoriju in ne bomo več niti večina v tistih občinah, kjer smo, pač pa bomo ena majhna manjšina v nekih širših upravnih enotah in tako dalje in tako dalje. Skratka, lukenj je tukaj noter ogromno. In zato verjetno seveda zdaj jokati za tisto, kar je bilo tedaj, nima nobenega smisla. Mislim pa, da ne moramo reči, da je to bilo tisto, kar se je dalo doseči. Jaz mislim, da če bi verjetno bil kakšen zastopnik slovenske skupnosti v tistih ožjih skupinah, kjer se je zakon pisal oziroma se je direktno pogajalo, verjetno bi se dalo še marsikaj dobro nezboljše. Hvala lepa. Miha Koren, prej sem pozval povedati, da si tudi ti, med drugim tudi član Sveta slovenskih organizacij. Kako vidiš ti, kako ste odobritev tega zakona doživeli Slovenci v Videmski pokrajini, v Beničiji, v Kanalski dolini, v Resi? Kako je bilo v tistih časih? Ker prav ena od recimo pozitivnih točk tega zakona, na katerem tudi je manjšina bila zelo prepričana skupaj in ni popustila, je to, da mora biti zakon tudi za Slovence, ki živijo v Videmski pokrajini. Kar se je sicer poskušalo, da bi se to došlo, ampak to je bil eden tistih ciljev, ki jih je uspelo s tem zakonom uresničiti. Ja, hvala za besedo, dobro večer vsem. Za Benečijo, za Slovence v Benečiji je bila velika pridobitev. Ta zakon, ker mi smo doživeli, kako se pravi, pri nas mračna leta v Benečiji. Ta sovražna politika, ki nam je rezala jezik, ki nam je odtrhala jezik, ki nam je recimo tudi rezala te kulturne dejavnosti. Nas upravili, tudi jaz osebno sem doživel ta čas, ki mi nismo Slovenci, ki smo slovansko, se ni videlo, da nimamo pravice do pisane besede, do šolanja. In to vsaki dan je bila ta politika. Ne? In potem, hvala Bogu, da smo imeli dva časopisa, Natajor in Dom, ki so prihajali po hišah in ljudje so imeli možnost brati v slovenščini, v narečju in tako naprej. Ne? In hvala Bogu, da smo imeli tudi slovenske organizacije, ki so zares delali za ohraniti slovenski jezik v Benečiji. In nas upravili, tudi jaz osebno sem doživel to, da smo različni iz Trsta in Gorice, da nismo enaki kot Slovenci. In večina ljudi, večina prebivalstva se niso
vprašali, če to je res ali pa ni res. In osebno jaz sem to doživel, ker sem videl, da ni bilo razlike. Edina razlika med Slovenci, ki živijo v Tarstvu in Gorice in Benečije, je bilo, ki mi nismo imeli šole. To, jaz, ki nisem imel možnost obiskati slovenske šole in samo italijanske šole od vrtca do univerze, je bilo tako. In se nismo še vprašali, ki so bile ki na Državskem in na Goriškem so imeli možnost imeti slovenske šole. In hvaleredni človeki, ki 32 let nazaj so ustanovili dvojezično šolo, privatno, ki zares to, brez te šole, mi lahko bi ostali tako ena folklorna skupina. In šola, dvojezična šola je zares velika pridobitev za Benečijo. Naši otroci sedaj lahko obiskajo slovensko šolo v Špetru. Smo 2005 pridobili tudi nižjo srednjo šolo, tudi tiste nam je manjkalo. Jaz se spomnim, sem bil recimo predsednik Zavodenskega sveta in ravnateljica Živo Gruden, smo vložili prošnjo za to, za imeti nižjo srednjo šolo. In takoj drugi dan je postala manifestacija proti našo prošnjo. Smo prosili tiste, ki je bilo napisano v zakonu, po 12. člen, ta zakon 38 je pisano, da mi imamo pravico imeti šole tudi do više srednje šole, više šole. In smo doživeli te časi. Na sedaj jaz bi rekel, da je nekaj kot normalizacija. Dvojezična šola raste, naši otroci imajo zares pravico za se učiti tudi v slovenski jezik. In jaz bi rekel to, ki sedaj imamo še en majhen korak glede šole. Glede šole smo imeli prejšnji mesec v Špetru en pomemben posvet za videti, če so možnosti ustanoviti tudi višje slovenske šole v Špetru. Ker smo takoj mi razumeli, ki pre šole se ne gre nikamor. Ostanemo vsi kot jaz, ki znam govoriti slovensko, tiste, ki sem se navadil doma, ki se je govorilo v družini in tako naprej. Hvala lepa. Igor Gabrovec, ti še najbolj vidiš, kako konkretno je vključevanje zaščitne zakonodaje v deželno zakonodajo. Vidiš z prve roke, tudi sam, oziroma predvsem sam posegaš za to, da so določila zaščitnega zakona čim bolj prisotna v deželni zakonodaji. Kako ocenjuješ to dejavnost, kako vidiš, da je to sprejemanje zaščitne zakonodaje? Večkrat slišimo, da so manjšine ena dodana vrednost, da so eno temeljna sestavina naše dežele, ko pa večkrat, ko pridemo do konkretnih dejanj, predvsem upoštevanja zaščite v zakonodaji, pa so kakšne težave. Kako ocenjuješ ti v deželnem svetu si od leta 2008, spravi že 8 let, skoraj 8 let, kako vidiš to? Kako poteka, bi lahko kot Slovenci imeli več uspeha, sicer bil si v deželnem svetu, ko je bila na vladi desna sredina, sedaj si v deželnem svetu, ko smo v bistvu smo v večini, ker je na vladi leva sredina. Ja, takrat in danes vedno eden sam v deželnem svetu. Ponavadi je to naredi razliko. Recimo tako glede samega razglabljanja o zakonu, jaz bolj kot o drugi plati zgodbe bi govoril o drugem poglavju lahko neke zgodbe in potem lahko o tretjem, četrtem, ki nadaljuje.
To pravim zato, ker če govorimo o drugi plati, se osredotočamo na to, kar je preteklost, obujemo spomine na nastajanje zakona, lahko razglabljamo lahko cele večere in cele dneve o tem, če je bil najboljši zakon, se strinjam z Damjanom, če je bil lahko premalo dober ali če je bil skoraj najboljši zakon. Skratka, je stvar ocene, predvsem zato, ker ne vemo, kako bi lahko bilo, če bi se stvari različno razvijale, če bi bili drugi protagonisti prisotni, če bi imeli več časa, če bi bil lahko drugi poročevalec, če bi bilo, če ne bi bilo menje in kamere v raznih vejah parlamentah in tako dalje. Jaz mislim, da dejstvo je, da v 6 desetletjih, odkar je bila ustanovljena Italijanska republika, drugega tipa zakona ni bilo mogoče sprejeti. Leta 2001 se je odprla ta možnost. Verjetno v naslednjih desetletjih, ko bi se odločili, da tistega zakona ne bi sprejeli, ali bi poskusi propadli zaradi zaostrovanja, zaradi nesprejemanja določenih kompromisov, ne vemo, kaj bi se potem ponujalo. Vemo, da se je začelo takoj zatem tudi Berlusconijevo obdobje. Nasprotniki slovenske manjšine so še dolgo sedeli v parlamentu, sama Italijanska republika se je začela ukvarjati z drugimi problemi. Vprašanje je tudi danes, če bi uspeli, kako bi se lotili evalvacije tega zakona, sprejemanja določenih izboljšav, tudi aktualiziranja zakona, če bi uspeli, glede na to, da kljub temu, da imamo neko vedno levo-sredinsko naklonjeno, načelno naklonjeno večino, vemo pa, da so prioritete lahko italijanske družbe danes bistveno različne. In toliko, da katerikoli pomemben sklep, ki gre skozi parlament, običajno gre skozi neko glasovanje o zaupnico vladi in načelniku vlade. V deželnem svetu se dejansko ne ukvarjamo s tem, kako bi spreminjali zakon, ampak jaz konkretno, kot si ti povedal pravilno, ugotavljam vsakič, kako je pomembno pa načela, ki so zapisane v zakonu, dobra, premalo dobra ali slaba, stalno jih ponavljati, stalno jih aktualizirati in jih obujati v vsakem dodatnem zakonu, ki nastaja na deželni ravni. Kolegi mi vedno pravijo, skoraj v obliki mantra, res, da kaj pa je treba v vsakem zakonu, v vsakem koraku vedno ponavljati to, kar je zapisano v ostalih normah, v državnih zakonih. Dejstvo je, da se v marsikaterem državnem zakonu obuja načela z ustave in v marsikaterem državnem zakonu moramo obujati načela, ki so zapisane v državnih zakonih, v sami ustavi in tudi v mednarodnih listinah, recimo v evropskih konvencijah in drugih dokumentih. To zato, ker nič ni samoumevno. Jaz to se zavedam vsak dan, ko moram ponavljati v vsakem zakonu res te stvari. Tako da sem v teh letih dejansko ugotovil, da se zakon uveljavlja s tem, da ga umaljam z majhnimi drobtinicami, z majhnimi koraki ponavljaš in uveljavljaš v raznih segmentih. Ponav nekaj primerov. Prvič s tem, da navedem, da so 3 nivoje recimo uresničevanja zaščitnih načel v ostalih zakonodajah. Eno je, da uveljavljaš načelo o enakopravnosti ali pa v prisotnosti vsaj slovenskega jezika, se pravi možnosti uporabe manjšinskega jezika v raznih delih, ko deželna zakonodaja ureja storitve. In to bi rekel, da je najlažji moment, ker to kolegi v deželnem svetu najlažje sprejemajo, pač, da je neka pravica, da nek manjšinski jezik se uporablja in da se ga manjšinci poslužujejo. Drugi nivo, ki postaje malce težji, je zapisanje v deželno zakonodajo načelo odstopanja od splošnih pravil, ko gre za risovanje deželnih pravil na zaščitenem območju. In tam je občuten že kriterij nekega privilegija, češ v tistih majhnih vaših občinah, kjer vsi enako govorite kot mi italijansko tudi, kjer delite enake družbene in drugačne probleme kot ostalo prebivalstvo, zakaj vi morate odstopati od pravil. In to je bil primer, recimo, ko pri zakonu, kjer smo zarisovali možnost ustanavljanja mestnih okrožij, recimo za goriško območje, ker je v območju zaščitenega področja, da uveljavimo načelo, da se lahko ustanavljajo mestne okrožja z nižjim številom prebivalstva. To je bilo občuteno in kot nek privilegij, temu se je zaprostavljala cela serija desničarskih predstavnikov, ki so danes bolj makete, mislim na kolega z Goriške, Žiberna ali pa Ziberna, Sam Noveli, Benečije, recimo, so pa ostajajo makete.
Tretji nivo uveljavljanja zaščitne zakonodaje pa je v vključevanju zajamčenih predstavnikov v raznih odborih. In tudi to je neko načelo, ki je zapisano v, če se ne motim, 21. členu zaščitnega zakona in se dejansko razen redkih primerov ne uveljavlja skoraj nikjer. Recimo, mati tega nespoštovanja tega načela je nezajamčenost vključevanja slovenskega predstavnika v parlamentu, ki sicer je vezano na drugi zakon, ampak to potem gre, recimo, se spušča na vse nivoje. Toliko da, če primerjamo situacijo v Sloveniji, vemo, da manjšinski predstavniki imajo pravico tudi v lokalnih upravah sodelovati zajamčeno na vseh nivojih uprave, celo v odborih, v občinskih odborih, kjer so zaščitene občine. Pri nas se to zgodi samo z nastopanjem v volilni tekmi in z uveljavljanjem na osnovi nekih kriterijev, danosti, številk in v konkurenci z ostalimi. Tako da dejansko se uveljavimo, kjer so območja, kjer smo naseljeni nekoliko bolj gosto, takoj ko se dviga raven uprave, recimo ali na večje občine, ali pa na sistema javne uprave, ki nadgrajuje občine, potem vemo, da zagovarjanje in zajamčenje neke minimalne zastopanosti, ali pa vsaj take zastopanosti, da zagotavlja neko konkretno in dejansko sodelovanje pri odločitvah, postaja vedno bolj težko vse do parlamenta. Od tu tudi problem, recimo, reforme javnih uprav, ki je bila že danes omenjena, recimo, kolegi s težavo, da že na svetu razumejo, tako desničarski, kot tudi sami kolegi v levi sredini, da imamo neko potrebo, da smo minimalno zastopani ali pa vključeni v procese odločanja. Pravijo, sej ste zraven, vas zaščiti zakonodaja, nivo zaščite se ne more nižati, ampak dejansko pa vidimo, da kjer nas ni zraven, kjer ne moramo sodelovati, kjer ni naš glas, ne reče determinanten, ampak vsaj slišan, vsaj viden, tam se potem zaščita ne udejanja. Dam primer reforme zdravstva, tudi kjer je bilo težko prepričevati, da je potrebno zapisovati znova v vsakem delu reforme, da zdravstvene storitve kot neke ključne storitve, ki so namenjene občanom, državljanom, da morajo biti zajamčene v tudi slovenskem jeziku, da morajo biti zajamčeni recimo določene profesionalne figure, kjer nihče ne zahteva, da vsak primar in vsak kirurg obvlada slovensko, ampak recimo bolničari kot neka ključna figura povezovanja med zdravstveno strukturo, med tudi kirurgom in bolnikom, je pa tisti minimalni nivo sporazumevanja v nekaj določeni strukturi, ki nudi storitve. Podoben sistem, majhni primeri, potem zakon o muzejskih zbirkah, recimo, kjer je bilo potrebno se truditi za to, da je bilo sprejeto načelo, da v posebno komisijo za upravljanje goriških muzejskih zbirk, da mora biti nek dodaten član, predstavnik, ki ga bo izglasovali, imenovala določila občinska konzulta, slovenska občinska konzulta na nivoju goriške občine. Zadnji primer, zakon, ki smo ga sprejeli včeraj, ki preureja sistem upravljanja z vodnimi viri in pa odpadki, tudi tam, recimo, je uspelo vključiti skoraj po nekem čudežnem ključu, neko zajamčeno zastopanost Slovencev v deželnem organu, ki bo nadzoroval v sistem upravljanja s vodnimi viri in odpadki. V tem organu, ki bo štel 18 članov, enega za vsako medobčinsko zvezo, ki nastaja, bo 18 županov, smo zapisali načelo po raznih prekinitvah, po urah in urah, tudi ne samo prepričevanja in dogovarjanja, ampak tudi konkretnega kreganja in težkih besed, je uspelo, da smo zapisali, da nek predstavnik, če v primeru, da noben od tistih 18 županov ne bo slovenskega jezika, bo paritetni odbor imenoval nekega predstavnika iz vrste upraviteljev. Zgleda samo umevno, zgleda normalno in še tisti, recimo, brez glasovalne pravice, ker če ne bi to skombinirali, recimo, po mnenju večine razmerja v teh 18-članskem odboru. Pa vendar s tem bo prisoten, minimalno prisoten, z glasom seveda zastopanosti naših teritorijev, nek naš predstavnik. Skratka,
so številni primeri, ko lahko uveljavljamo neka načela in pravzaprav jih moramo uveljavljati ob vsakem koraku. Mene moti, ko ni nekega soglasja za te stvari. Konkretno dan znova primer, ga povem prvič in zadnjič in ga ne bom niti ponavljal, ampak ko sem jaz zagovarjal potrebo, recimo, da v ta 18-članski odbor, ki bo upravljal pomembno storitev, kot je upravljanje z odpadki in predvsem vodo, da je zastopana slovenska manjšina skozi neko imenovanje strani paritetnega odbora, je drugi član, prav tako Slovenc, v Deželnem svetu pa prepričeval kolege, da paritetni odbor nima te kompetence, da ta kompetenca ni zapisana v zaščitnem zakonu. Zato je res, da je lahko zakon tako deželni kot vsak, kot sam zaščitnik zelo nepopoln, so nepopolna določena določila, so nepopolni tudi mednarodni sporazumi, ker jih interpretirajo tako, kot hočejo, tako sodniki, kot predvsem politiki. Pa vendar, če ni med nami neke želje po nekem složenem nastopanju in predvsem po nekem načelnem zagovarjanju določenih potreb, potem propade v sistem. Primer je bil, in tukaj res zaključim, sprejemanje zakona o medobčinskih zvezah. Recimo, ko smo postavili določene zahteve, tudi kot predstavniki slovenske stranke, ki so bile zahteve nekoliko više od tega, kar so jih bili pripravljeni sprejeti tudi znotraj večine. Sklicevali smo se na podporo Slovenije za uveljavljanje mednarodnih sporazumov. Slovenija je ostala potem konkretno v določenih trenutkih razorožena, ko v sami manjšini ni bilo potem potrebnega soglasja, da bi to potrebo in neko višjo raven zaščite in odstopanje tudi zagovarjali enotno in poenoteno. Potem seveda se obračaš na sodišča, sodniki pa razsodijo nepredvidljivo in so predvsem pa razne stopnje sojenja. Tako da zakon po 15 letih po mojem moramo nujno aktualizirati, spreminjati. Vprašanje je pa, če bo zmožna manjšina, glede na razlike, ki nastajajo, ki so vedno preveč vidne in težke tudi, če bomo zmožni recimo prej med nami, pogled v zakon, vložiti v zakon in sestaviti neke popravke in potem, če bomo zmožni te popravke zagovarjati in da se ne bo ponovila zgodba, recimo, ki jo je omenil Damjan in še kdo drug, da premalo enotnosti, premalo soudeležbe, premalo neke akcijske enotnosti privede do tega, da rezultat ne pride. Hvala lepa. Prav s temi besedami sem hotel vprašati vas, gospod Mirošič, vi ste tudi v tem vašem razmišljanju omenil, da potrebo da slovenska manjšina tukaj v Italiji pride do nekega enotnega telesa, neke enotnosti, ki bi lahko odločalo. In po drugi strani tudi ste izpostavili potrebo po modernizaciji. Rekel ste, da manjšina mora biti kvalitetna, kakovostna, da mora biti na določenem nivoju, da bo zanimiva in tudi za italijansko stvarnost. In še posebno ste poudarili, da mora biti ta pozornost usmerjena tudi v Rim, samo prestolnico, da je tam tudi ključno, da je slovenska manjšina prisotna in ste rekel, da je zdaj s tem, da je Slovenija pridobila ta nov sedež konzularni, da se odpira ta možnost. Če lahko to vaše razmišljanje tudi še poveste, kako vidite? Ja, hvala. Če mi dovolite samo dve besedi, potem ko sem poslušal to zadevo o zakonu, ali je pravilen ali ne, torej mnenja so različna, nekateri celo mislijo, da je protiustavni, gotovo bi bil lahko boljši in mislijo, da je bil največ možni. Treba se vprašati, jaz vedno gledam, kaj je praktična posledica nekega zakona. In če se jaz recimo vprašam, kako bi mi delovali danes v Rimu, če ne bi imeli te pravne podlage, potem lahko rečem, da bi težje delovali. Veliko težje delovali že na tako preprostih stvareh ali pa kompliciranih, kot so finančne zadeve. Kajti, če ti nimaš neke reference v Damjan, bo to bolj še vedel pripravnik in pozna bolje pravni sistem, ampak toliko sem vendarle spoznal, če ti nimaš neke reference, na katero se lahko, pa je slaba ali dobra, ampak je pravna referenca, potem je v proračunu tako skoraj da nemogoče pride. Nemogoče pride. In tudi na vrsto drugih področjih pravnih.
Torej, mi se lahko strinjamo ali ne strinjamo, zakon je dober. Jaz izhajam iz tega, da zakon tak, kot je, imamo. Da vodimo politični dialog, da si prizadevamo, da normaliziramo odnose med dvema državama in da se ti odnosi in neki premiki vendarle so, to, da rečete dva šefa držav, da moramo premakniti dve narodne skupnosti iz problema med državama v center države, pa naj bo to verbalno, še samo verbalno in se v praksi to počasneje, ampak to je že velik premik. In vse to, kar mi govorimo o izpolnjevanju zakona, po moje, če tega zakona ne bi bilo, danes o tem ne bi govorili. Bi govorili o osnovnih zadevah, ki je. Mi danes v bistvu govorimo o tem, kako skozi neke normalizirane odnose meddržavne in tudi manjšine za italijansko skupnost iz Polonijorsko krajino želi na osnovi zakona, za katerega smatra, da ni dovoljšen, nadgraditi te zadeve v vsakodnevnem dialogu. Pri tem so problemi od olajšanega zastopstva, ker je formulacija zelo ohlapna in problematična, do reforme lokalnih uprav v nekem modernem globalnem svetu, ki ima očitno nove potrebe, ker te potrebe, kot veste, nastajajo in v Sloveniji, in v Avstriji, in v Nemčiji, in v povsod. S tem ne mislim reči, da je treba zniževati nasprotno. Skozi nove potrebe lokalnih okolij je treba biti pozoren, da se zaščita manjšine ne samo zmanjša, ampak da se po možnosti poveča. Zdaj, sodba je negativna, lahko je pa tudi z druge strani jemlješ. Vendar je sodišče reklo, sodba je taka zato, ker ni bilo konkretnih dejanj, ker te temeljijo na nekih hipotetičnih dejanjih, ki naj bi bile, ampak če se jaz ne motim, sodišče je vendar reklo, da se pravice in zaščita manjšine ne sme zmanjševati. In to, da sodišče reče, zdaj, vsaj v Sloveniji tako, ni majhna zadeva, ne glede, da ni in merito sodba. Torej, zavedanje nastaja, da tukaj živi neka skupnost. Večji problem vidim jaz na drugi strani, v naslovnikih zakona in v uporabi zakona. Koliko se zakon dejansko uporablja? Koliko dvojezičnih osebnih izkaznic je izdano? Koliko je drugih zadev? Koliko ljudi hodi na razne zborovanja, se politično udeležuje, jih zainteresuje stvarnost? In tukaj pridemo do problema politične realnosti. Jaz nisem več ambasador, sem lahko malo bolj svoboden, čeprav govorim o svojem imenu. In moja izkušnja je ta, da seveda politična stvarnost je jasna in demokratična. To je demokratična neenotnost. Imamo dva pola, tako kot je pri nas doma, v naši matični domovini, sta dva pola, lahko za tri, ali dva sta ideološko dominantna, in ta dva pola se skušata uskladiti. Nekdaj uspešneje, drugič manj uspešneje. O temeljnih zadevah, ki so vitalnega pomena, se poskušamo uskladiti. Jaz ne mislim, recimo sem zapisal, da bi bilo zaželeno neko enotno vodstvo manjšine. Ne mislim, da je treba oblikovati enotno vodstvo manjšine. Ta vodstva manjšine so že demokratično in legitimno izbrana na obeh straneh, tako v krovnih organizacijah, kot tudi v politični organiziranosti manjšine. In tu je dvojna realnost naše manjšine, ker ni organizirana samo skozi interesno združenje narodne pripadnosti, ampak je tudi politično organizirana skozi različne stranke, ki seveda celo usklajevanje teh stališč komplicira. Torej, jaz sem mislil predvsem na tem, da bi se v ključnih zadevah, če je to nadgradnja zakona, če so to ukinitve pokrajine, če gre za reformo lokalne uprave, poskušale v neki koordinaciji, nekem normalnem dialogu, obe strani priti do nekih skupnih stališč in izhodišč. To je, ker izhajamo iz političnega procesa, zelo težko, jaz se zavedam tega, zelo težko, ker so nekje interesi diametralno nasprotni. Ampak, to bi bilo poskuš poenotenja stališč ali iskanja tistega, kar bi bilo, kar je Gabrovci imenoval neka akcijska sposobnost delovanja, bi mogel iti v dve smeri in bi bil dobrodošel za obe smeri. Za akcijo same manjšine nasproti vis-a-vis, se pravi matične države, kjer živi Italije ali Furlanijske krajine kot entitete, v kateri neposredno prebiva, in tudi do Slovenije. In tudi do Slovenije. Ko imamo več stališč, pridemo na sestanek, povemo, potem je težko narediti rezime in je težko, jaz bom povedal, z moje strani težko voditi neko koherentno aktivnost, neko smer, če ni 100% enotnosti manjšine v temeljnih
zadevo. Kajti voditi dialog z Italijani vedno potem konča. Rim ne bo ničesar naredil brez Furlanije Julijske krajine. Ničesar. Za vsako zadevo Rim vpraša Furlanije Julijsko krajino kot institucionalno zadevo in seveda po strankarskih linijah tudi svoje podružnice, stranke, glavne stranke tukaj v Furlaniji Julijski krajini. In to je realnost, ki ima velik vpliv v Rimu. In nasprotno je seveda tudi v Sloveniji. Manjšinska pola imata svoje, seveda tudi v Sloveniji, a ne? To privede potem do določenih usklajevanj, ki so ali niso uspešna. Uspešna so pa toliko, kolikor je manjšina sama uspešna tukaj, ko se poenoti. In če ne uspe dobiti te akcije, te enotnosti za akcijo, potem je tudi delovanje slovenske države vizavi Italije glede vprašanja omejeno. Ker Italijani rečejo in vaša manjšina, to je pač manever, ki ga Italija izkorišča. Izkorišča ga za to. Torej, z enotnosti manjšine sem jaz mislil predvsem to, da bi prišli skozi nek dialog, ne da bi izvolili. Torej, če bo kdaj izvoljeno skupno enotno predstavništvo, v redu. Ampak tisto, kar je bolj ključnega pomena, je, da se različne komponente skušajo na temeljnih zadevah poenotiti. Nekatere so lažje, jaz mislim, da bi bilo lažje, verjetno lažje, glede reforme lokalnih uprav. Druge so težje, izvolitev manjšinskega predstavnika, ki posega direktno v politični proces, tudi nacionalnih strank, verjetno težje. Realnost je pač taka, kot sem jo omenil. Slovenska manjšina je plurivalentno organizirana skozi krovne organizacije, ki nam predstavljajo direktne narodne interese in tudi politično skozi različne politične entitete. To je pa zgodovinsko pogojeno za ideološko željo, da ne bomo ponavljati. In to bo precej težko spremeniti. Torej se je velja usmeriti, če me vprašate, v neke nove poskuse bolj aktivnega dogovarjanja. To bi omogočilo večjo aktivnost in manever Sloveniji. Večja aktivnost in večji manever Sloveniji. Jaz osebno mislim, da mi imamo poslanko, prej senatorko ali senatorje v Rimu, oni delujejo in so zelo aktivni. Jaz sem mislil, da mora biti manjšina več prisotna v Rimu tudi kulturno, da se ve, da vejo ljudje, o čem govorijo. Moje izkušnje iz Rima, da so zelo receptivni. In tu je tista ideja, da mogoče tudi, zdaj ne mislim, da imela sedež v Rimu na ambasadi, ampak da so prostori, ki so sicer dragi v Rimu, na voljo tudi prostori, in to so lepi prostori za kulturne prireditve, mogoče zlasti za mladino. Manjšina bi v prvi vrsti, in jaz se tukaj strinjam z nekaterimi tezami, morala uporabljati prostore Furlanije Julijske krajine v Rimu. Tako, kot bi jih mogla uporabiti na Expo. Ne samo naš paviljon, ampak tudi prostore Italije in Furlanije Julijske krajine. Ne nazadnje, vi plačujete davke v tej državi in tej deželi. In imate enake pravice, kot jih imajo vsi ostali glede tega. Ampak je treba biti v nekaterih zadevah dovolj vztrajen in kontinuiran. Težko gre v Italiji. Tisti, ki ni živel tukaj, vi živite, ampak Ljubljani ne živijo. In ta birokratski proces je v Italiji zelo, zelo zapleten. Ampak je treba biti vztrajen v nekih vidikih. Jaz ponavadi nisem tako črnogled, da je vse katastrofično stanje. Nasprotno, na vseh sestankih, ki smo jih imeli, in to državniških obiskih vlade, predsedniki vlad, ne samo, da je bila manjšina omenjena, Italija je pokazala interes, ki ga prej dolga leta ni dialog več o tem, ali je manjšina za priznati ali ni, ali to, to ni več dialog, ampak gre v konkretne probleme. Problemi v življenju so vedno, tudi s tem zakonom, tudi z uresničevanjem tega zakona, vedno bojo problemi. Tudi italijanska manjšina v Sloveniji ima problemi. Ne misli, da italijanska manjšina nima problemov v Sloveniji, jih ima. Mi jih ne vidimo v Sloveniji, oni jih pa vidijo. Italijani vaših ne vidijo, vi jih vidite. Mi v Sloveniji italijanske manjšine ne vidimo problemov, ker smo večinski narod in mislimo, da je vse itak najlepše v stanju. Ni. In to vem iz praktičnih primerov, ker so tudi oni z določenimi zadevami nezadovoljni. Ti problemi so drugačni od problemi naše narodne skupnosti, ampak
so tipični problemi za neko manjšino, ki živi v večinskem okolju. Večinsko okolje. In tukaj pridem na zadnjo točko, zakaj sem mislil pritegniti mlade? Mlade zato, ker mladi so tisti, ki se oblikujejo v tem novem globalnem svetu in oblikovati bi se morali ko bi rekel, ko sem bil v Londonu, so rekli excellent, you have to be excellent, se pravi, moraš biti odličen, da si zanimiv ne samo za večino, ampak za svet. To velja tudi za Slovenijo. Je majhna v svetu, tako rekoč, neprepoznavna majhna. Ampak Slovenci, tam, kjer so v nekih branžah, kjer so odlični, so vodilni v svetu. In manjšinske šole, manjšinske institucije, športe, kulturne in druge bi mogle težiti ne to, da smo zdaj pri kulturnih, športnih in drugih aktivnostih, jaz še enkrat razumem pluralnost in jo podpiram. Ampak mi moramo doseči neko agregatno stanje, ki bo zadostno, da se dobi najboljša kvaliteta, ki bo seveda pomenila in zanimiva tudi za večinski narod. In potem se večinski narod začne zanimati, kdo so sploh to, kaj je ta manjšina. Če se ne motim, imamo mi za mestne odbojkarje, imamo jadralce, imamo vrste športov, ki so v nacionalnih reprezentancah Italije in ti povzročajo zanimanje Italijanov, verjetno, kdo so ti, od kje prihajajo z katerega trsta. Isto velja za šolo. Šola mora biti odlična. Jaz nisem proti zapiranju šole za tuje, ki želijo, ampak ti ljudje morajo znati na nivoju slovensko, da bo lahko odličen tudi v slovenščini. Ne da se bo Slovenci prilagajajo Italijanom v šoli ali drug ne Italijanom, splošno kar se, ampak da se oni prilagodijo učnemu procesu, ki je najboljši. Ampak zato mora biti šola najboljša in dobra. In ta je ta odličnost, ki manjšine naj bi vodila v zanimivost za večinski dan. To sem videl v Londonu. London je sestavljen iz manjšin. London je 7 milijonov ljudi, kjer so same manjšine. Danes ni več Angležev, ki je prevladujočega v Londonu, so same manjšine. Ampak kot pripadniki manjšin moraš biti najboljši, da te ta velika globalna skupnost opazi. In isto velja za to okolje. V športu, kulturi, šolstvu, znanosti, inštitut je treba težiti ne samo to, da smo mi, naše, vaše, ne vem, ampak da je agregatno stanje zadostno v otroki, da pride kvaliteta do izraza. To je bilo poanta moje misli. In na tem bo narodna skupnost tudi obstala. Ali bo pa imela težave s tem? Hvala lepa. Andrej? Lahko končali s temi mislimi. Ja. Bomo počakajmo še trenutno. Rad bi se dotaknil še problema predstavništva. Andrej Berdon in tudi Damjan Trpin skupaj s pokojnim Mirkom Špacapanom ste dosegli leta 2006 eno pomembno pridobitev v deželnem volilnem zakonu in to je, da se listi, ki je izraz slovenske manjšine, omogoči eno olajšano izvolitev. Takrat vam je to uspelo, zato da sprašujem, ker si bil eden glavnih, ki si na tem delal in ste to pripeljali do konca, da to malo obudiš, razložiš. Damjana pa je potem vprašal, isto ste poskušali potem, ko se je začel pisati ta državni volilni zakon, in žal pa v tem smislu ni uspelo. Tako da, če bi lahko vidva ta dva aspekta povedala. Zdaj tukaj v deželnem volilnem zakonu imamo to možnost, ki jo sicer v tem trenutku izkorišča samo slovenska skupnost, ni pa rečeno, da ne bi v prihodnjih časih lahko to bila ena lista, ki je zares izraz celotne slovenske skupnosti, kajti vsekakor ni nekaj zagotovljenega, ampak vsekakor je treba doseči določeno število glasov, da imamo našega predstavnika tam. Ampak to je ena oblika ene olajšave, ki je dana prav zato, ker tukaj živi manjšina.
predtem bi tudi jaz povedal nekaj stvari v zvezi s tem današnjim večerom, ki dejansko druga plat zgodbe, ne, s vso simpatijo in prijateljstvom je malo polemična, ne, jaz bi rejši imel večer, kjer govorimo o bodoči plati zgodbe, ne, ker je res, naša manjšina je zazrta v preteklost. Ne, in to je problem, zaradi katerega tudi verjetno nismo zanimivi za mlajše. In ti večeri so seveda pomembni, da se pogovorimo, ampak me veseli, da je zdaj debata radikalno prevesila na eno področju, na eno vizijo bodočnosti. Tako da zakon je takšen, kot je, ne, in bi lahko bil boljši, ampak jaz mislim, da je zakon na zadnje pozitivno, da je prišel na svet in da ni niti najslabši med vsemi zakoni, ki bi lahko bili. Potem, v vseh zadevah, ki jih manjšina, s katerimi manjšina se sooča, je rekel prej prav Damjan, kljub temu, da piše v zakonu tisto določilo o zastopstvu, kljub temu sprejmejo v parlamentu zakon za nov parlament, kjer radikalno požvižujejo na problem prisotnosti slovenskega parlamentarca. To pomeni, da ne samo, da je črka zakona važna, važno je tudi politično vzdušje, politična konstelacija in pripravljenost političnega vladajočega razreda, da prisluhne manjšini. Dam en primer, mi smo imeli leta 2006-2007 Scajollov odlok. Scajollov odlok, če se ga spominjate, Claudio Scajola je bil minister Berlusconijeve vlade, notranjih zadev, se mi zdi, ki je odločil na podlagi zaščitnega zakona, da bo omogočil prebivalcem dvojezičnih občin, recimo Nabrežine, Zvonika, pa okoliških občin v Gorici, da imajo enojezično izkaznico in prebivalcem Tržaške, Goriške, se pravi pretežno italijanskih občin, da imajo dvojezično izkaznico. Scajollov odlok je predvideval samo prvi del pravice, ne pa drugega. Se pravi, paradoks tega odloka je bil ta, da se je posluževal zaščitnega zakona za manjšino, zato da je nižal nivo zaščite v okoliških občinah, ni pa dajal v centralnih občinah istih pravic. Se pravi, zakon lahko piše, kar hoče, ampak če je minister ali pa funkcionar, ki hoče zakon interpretirati, ga lahko interpretira, kot hoče. Mi smo takrat vložili rekurs in smo dosegli suspenzivost, potem se je stvar prešla, pa vendar se to navezal na Iztokove besede in se sprašujem, tudi jaz, za danes, za bližnjo preteklost in za bodočnost, koliko dvojezičnih izkaznic imamo. V Nabrežinski občini je 4000 ljudi zahtevalo samo italijansko izkaznico. 4000 ljudi na približno 8000 prebivalcev, se mi zdi. V Tržaški občini, ki ima 200 000 prebivalcev, je, če se ne motim, 4000 ali 5000 ljudi zahtevalo dvojezično izkaznico. Zdaj, kakšna vizitka je to za manjšino? Kje smo mi? Kako bi izgledalo, če bi v Tržaški občini 20, 25, 30 000, ne samo nujno Slovencev, in tu se odpira vprašanje, ali zna manjšina nagovarjati sivo cono, ali zna nagovarjati prijateljsko italijansko populacijo, ampak ljudi, prebivalcev Tržaške občine, ki bi imeli dvojezično izkaznico. Danes jo ima 4500 ljudi in Italijani se po mojem upravičeno sprašujejo, oprostite vi Slovenci, ste hoteli dvojezične izkaznice, zdaj vas je peščica, kaj hočete? To je vprašanje. Nimam podatkov za Gorico, nimam podatkov za Čedat, ampak to so vprašanja. Koliko je potem manjšina dovzetna za zakon, ki ga tako kritiziramo, ampak potem, ko se ga lahko poslužimo, se ga ne. In tudi tukaj bi lahko tudi organizacije, si dovolim povedati, slovenska skupnost in krovne bi lahko organizirale take prošnje za ljudi, ker dostikrat so ljudje se jim ne da, so nelagodni, so komod, bi lahko gonilna sila pri teh dvojezičnih izkaznicah, ki niso irrelevanten problem, ki niso majhna zadeva, da bi tam organizirali to nabiranje. Kar se tiče potem, zdaj, vprašanje zastopanosti slovenskega politika v izvoljenih telesih je ključno vprašanje. Ker mi smo lahko še tako zanimivi kulturno, športno, ekonomsko,
če nimamo svojega zastopnika v deželnem svetu in v parlamentu, pustimo stati manjša telesa, smo nepomembni in izgubimo na pogajalni moči v nulo. Takrat smo dosegli tisti zakon, 06 ali 07, se ne spomnim, ko je bil še Špac še živ, moram reči, na žalost, temeljitem in radikalnem in sistematičnem odporu levosredinskega dela manjšine, se pravi levega dela manjšine, ki ga jaz še danes ne razumem. Kajti ta zakon samo omogoča koalicijo, povezavo med eno slovensko listo in med eno vsedržavno stranko, s tem, da seveda drugi Slovenci, ki hočejo kandidirati na tej vsedržavni stranki, ali pa na katerikoli, lahko kandidirajo. In tam ni treba, da nabirijo glasove na listo, ampak nabirijo preference. To se je potem dejansko tudi zgodilo. Jaz mislim, da je tisti zakon, ki na vse zadnje ni nekaj novega za deželni svet Furlanije krajine, kajti že prej je deželna politika omogočila manjšim listam, italijanskim listam, da se aparentirajo, kot se je reklo, z večjo listo in s tem dosežejo tisti minimalni kvorum, ki omogoča manjši listi, da ima zastopnika. Mi smo samo pretvorili to enačbo v slovensko listo. Manjša lista, ni več manjša lista, je slovenska lista. Se pravi, da ni bila tako novost. Tisti zakon je bil dosežen z velikansko muko in jaz mislim, da je, jaz sem spomnil, takrat smo prisostvovali na tribunah deželnega sveta, je bil Špac, ki je zadnji moment šel do Ilija in mu je nekaj prišepetal na uho in Ilij je volil pozitivno tisti amandma 27. členu zakonu o splošnem zaprepaščenju in zgražanju in tisto je bilo tista. Zdaj, potem pragmatično, levica zna biti seveda pragmatična, kar je prav, in čez nekaj mesecev so sklenili z nami zavezništvo prav na podlagi tistega zakona, ki so ga prej problemirali. Je prav, da je tako, ker naš naravni zaveznik je demokratska stranka, na vse zadnje, kljub vsemu. Mi tja spadamo, tam imamo vse občinske svetovalce, če dovolite, da rečem za slovensko skupnost. Se pravi, ta zakon je bil zelo pomemben. Jaz sem razmišljal, da bi ta zakon lahko prenesli na državno raven. Pred nekaj leti je imela Južno-Tirolska ljudska stranka s 170.000 glasovi fenomenalno število 5 ljudi v parlamentu. 2 ali 3 senatorji in 2 ali 3 poslanci. Se pravi, če to razdelimo na 5, pridemo približno na 20-30.000 glasov za izvoljenega predstavnika. Če bi mi imeli listo slovensko deželno, ki bi lahko nabirala glasove po vsej deželi in ki bi se povezala z neko vsedržavno listo s pogojem, da doseže nek kvorum na deželni ravni seveda, ki bo recimo 20-30.000 glasov, bi prišli v tisti proporc, ki je bil lasten Južno-Tirolski ljudski stranki. 30.000 glasov za parlamentarca. Zakaj se mi zdi ta stvar aktualna? Zato, ker to, kar se dogaja zdaj v Italiji, seveda se je spremenil svet, Italija se radikalno spreminja in mi z njo, zna pripeljati do tega, da bo ena zbornica, ena sama zbornica, z omejenim številom parlamentarcev, z velikim prerivanjem za sedeže, in čeprav si jaz ne znam predstavljati, in osebno še vedno sem prepričan, da bodo na koncu dobili neko rešitev, da bi levica ne dala slovenskemu kandidatu možnost priti v parlament, bi se znalo to zgoditi. In v tistem momentu bi bil velik problem. Bi bila morda tudi ena velika katarza za manjšino in morda v tistem momentu bi znali vendar priti skupaj in se poenotiti in razmisliti na rešitev. Jaz osebno upam, prvič si ne znam predstavljati, mislim, da se to ne bo zgodilo, pa tudi si upam, da se to ne bo zgodilo. Pa vendar, ta problem ni bil še nikoli tako aktualen kot je danes. Hvala. Sam to bi rekel, da seveda jaz ne ocenjujem političnega delovanja. Sem izpostavil kulturno, to kar je. Bi pa sam to dodal še. Toliko številk, kot bo agregirala slovenska skupnost, to pomeni glasov na volitvah, toliko bo seveda zanimiva za stranko, kajti v novem sistemu pomeni tudi balotažo, kjer bo odločil vsak sedež. In seveda stranke, ki preračunavajo sedeže, ne morejo riskirati, da bi nek sedež šel na
verjetno drugo stran. Ne? In tukaj je ta problem. Ne? Številka, ki je potrebna za določen sedež na nacionalnem nivoju, ne? Ki bo vodil ali v formiranje absolutne večine ali balotažo. To je problem, ki ga štejejo v Rimu. Drugač pa sam še zadnja opaska. Naša manjšina ima disproporcionalni, seveda, kar je logično in razumljivo zgodovinsko odnos do političnih vlad v Italiji. Ne? Z levimi vladami ponovadi normalno sodeluje in ne rabi pomoči Slovenije pri tem, ne, dosti preveč. Z desnimi vladami tako rekoč ni dialoga, kar je zgodovinsko logično in pogojeno poznavajoč odnose, kako so se desni vladi do slovenske manjšine. Iz tega vidika je takrat pod Berlusconijevo vlado nastala ideja iz manjšine prišla za delovno omizje. Ne? Zdaj leva vlada, mogoče je manjša potreba za delovno omizje. Opozarjam samo eno zadevo. Ko bo desna vlada in če se ne bo kontinuitete po tem delovnem omizju in zahtev konstantnih manjšine za sestajanje delovnega omizja, potem bo desna vlada imela velike možnosti, da argumentira, da to omizje je zamrlo, da je ni potrebno. Ne? Opozarjam samo na to zadevo. Ne? Ja, samo eno opasko glede izkaznic. Ne? Je vse res, kar smo slišali danes. Je pa tudi res nekaj drugega, da mi smo ta zakon dobili po 50 letih trme. In smisel zaščitnega zakona, vsaj po mojem videnju, je da zaščiti, kar pomeni, da mora manjšini omogočiti, da ohrani svojo identiteto, to je smisel zakona, da se njena narodna zavest ne upada in torej, da asimilacija se ustavi ali vsaj v čim večji meri upočasni. To je smisel zakona. In zato po mojem pri ocenjevanju, globalnem ocenjevanju vsebine zakona, če je dober, slab, če se ga izvaja, ne, je treba upoštevati te faktorje, ki so ključni. Ker sicer zakon ni napisan zato, da bomo imeli Slovenci dva narodna domova, ker nam dopadajo narodni domovi. Ti narodni domovi imajo neko simboliko in tako naprej, in naša narodna zavest, če jih lahko uporabljamo, se utrjuje. Se pravi, da vse skupaj je treba parametrirati na te, po moji oceni, ključne faktorje. In če smo bili 50 let v temi, pravzaprav, in je naša narodna zavest tam, kjer je mogoče tudi deloma posledica situacije, v kateri smo živeli. Je vse res, kar smo slišali o tem, da mogoče delamo premalo, ampak v končni fazi je vprašanje narodne zavesti in narodne identitete, koliko smo jo hranili. Kar zadeva volilni zakon, je Andrej že povedal vse, ne bi dodajal kaj dosti. Bi samo naredil eno avtokritiko politično. Jaz sem prepričan, zdaj, ko gledam situacijo, ko smo prišli v končno fazo, ko imamo nov volilni zakon. Vi veste, da se volilni zakon ne sprejema vsak dan. Ne? Ko imamo nov volilni zakon, ki nam dobesedno, kot je rekel, radikalno se požvižga na možnost izvolitve v parlament, in ko je konkretna, realna možnost, jaz sem bolj pesimist od Andreja, da bomo se znašli v prehodnem parlamentu brez niti enega slovenskega predstavnika, glede na to, kar sem prej rekel, da ni interesa, torej, ker na levici ni interesa, da bi Slovenci v Italiji dobili neko dodatno možnost izvolitve svojega predstavnika v parlament, kandidata, ki ga sami izberemo, neka manjšinska lista, skupna ali skupna, kakorkoli, nimajo tega interesa, ker levica ima interes, da pač pobere slovenske glasove, v Rimu določijo kandidata, slovenska komponenta ga ne določa, ker smo videli, da slovenska komponenta je predlagala Budine, so potem iz Rima imponirali Blažinovo, slovenska komponenta je predlagala bivšega župana iz Sardoča, iz Zgornika, in so potem imponirali Ukmarja. Se pravi, niti slovenska komponenta ne odloča o tem kandidatu. Ampak mimo tega, mi smo verjetno zgrešili kot stranka, ker smo se pogajali in poskušali iskati konsens za to, da bi dobili možnost izvoliti v parlament z levico. Mi bi morali iti desnim strankam. Desne stranke imajo strateški, če hočete, interes, da pride v parlament Slovenec, ki je avtonomen, ki ni znotraj leviča, ki ne odgovarja levi sredini.
In mi, da smo šli iskati konsens demokratski stranki, PD, PDS, DS, kar so pač bili prej v preteklosti, v vseh teh letih, verjetno smo naredili strateško napako. In mi potrjuje to tudi dejstvo, da ko se je sprejemal volilni zakon v deželi, naš amandma, ki je potem bil sprejet, za naš amandma demokratska stranka tedanja ni glasovala, je glasovala proti. Za je glasovala Forza Italia, za je glasovala Zelena liga, je volil gospa Zorzin, je tudi glasovala za, ampak kot bela muha na levici, in smo glasovali mi, in ni bilo torej, na levi sredini ni bilo, seveda je potem leva sredina odobrila celoten zakon, ampak konsensa v levih strankah nismo imeli, razen pred Zorzinevi. Se pravi, jaz mislim, da smo naredili strateško napako. In samo, če bo prišlo žal, do tega, da bomo v prihodnjem parlamentu brez parlamentarca, samo v tem trenutku se bomo rešili verjetno nekaj posvetlo in bomo naredili en korak skupaj, da bomo kaj dosegli. Ampak zdaj, v tem trenutku se mi zdi, da je vlak odpeljal in zaenkrat šans ni. Hvala lepa. Miha Koren, v zaščitnem zakonu je tudi 21. člen, ki je zelo pomemben za Videmsko pokrajino, kar predvideva tudi eno določeno pomoč za gospodarski razvoj in za ohranjanje teritorija. Kako ocenjuješ ta člen in kako vidiš prav v prihodnosti, kaj bi bilo najbolj potrebno, da bi se iz tega člena, ki ima tudi eno določeno finančno dotacijo, kaj bi se lahko iz tega, kaj je najbolj primerno, da se naredi na podlagi tega člena? Ja, tudi 21. člen je velika pridobitev za Beničijo. Če pogledamo recimo Zvonik, je najbolj bogata občina v deželi. Občina Brejka je osvojila lansko leto zadnjo mesto. In kaj pomeni to? Pomeni, da ena slovenska občina je najbogata, ena slovenska občina je najrevna. In to pomeni, ki Benečija je izgubila ljudje, so se izselili po Furlaniji in to, kot je bilo rečeno gospoda Mirošiča prej, kaj pomeni šola. Je treba investirati tu mladi ljudje, tu družine, naj ostanejo na teritoriji, naj ohranijo jezik in kulturo. In recimo ta člen, ki predvideva 500.016, nekaj več kot 500.000 evrov na leto, je velika vsota, če jo pogledamo. Ampak če pomislimo, da je za celi teritorij od Karmiša do Prapotnega, to je se vprašam, če je interes investirati tudi v Benečiji, za nekaj razvoj, da bojo naše družine, naši mladi ostali, da bojo izobraženi. In jaz mislim, da bi bilo treba premisliti na nekateri kvalitetni projekti. In če tudi, recimo, to je težko, vem, da lokalne uprave imajo druge potrebe, ampak jaz mislim, da za bodoče, če moramo izboljšati ta zakon, moramo pomisliti za uporabljati boljše ta denar in če se lahko mora tudi zvižati ta vsoto in investirati tudi nekatere odločne projekte. Hvala. Še Igor Gavrovec, potem bi dali možnost še publiki, če želi kaj vprašati ali poseči. Sicer na vprašanje, ki sem popravil, si več ali manj že prej odgovoril, bi se pa ustavili še moment pri reformi za krajevne uprave, ki je tak velik preizkusni kamen, če lahko rečemo, same manjšine in tudi tega zaščitnega zakona. Ti si bil v državnem svetu, ko se je zakon sprejemal, ko se je spreminjal, v stranki tudi so vlada ena določena dialektika, kako zdaj naprej, predvsem zaradi te razsodbe. Danes smo slišali tudi, da sama
vsedržavno združenje občin oziroma Furlanije-Julijske krajine je doseglo, zgleda, da je doseglo en kompromisni predlog in tudi te občine, če lahko rečemo furlanske ali ki pripadajo, so namignile, da bi lahko priziv umaknili. Kako vidiš zdaj učinkovitost zakona v tej ključni reformi? Mi imamo precej dorečeno, kar se tiče jezikovnih pravic, se pa precej pozna pri tem, da razumejo, da potrebujemo eno avtonomno upravljanje našega teritorija, prav kot manjšina, da je to ena temeljnih pravic, ki jih mora manjšina imeti, da lahko normalno živi. Ni dovolj, da imamo samo možnost govoriti po slovensko, potrebujemo tudi možnost, da svojo zemljo, svoj teritorij, svoje inštitucije lahko tudi sami vodimo. Še najprej bi povedal, da kar verjamem primat politike, sem tudi prepričan, da je anomalija, ko mora sodišče reševati probleme politiki, ko mora sodišče recimo postavljati politične večine, ko morajo sodišče in sodniki zamenjati tudi politične garniture. Tako tudi v tem primeru. Recimo, da bi nam lahko sodišče, kot se je včasih zgodilo, sicer redko, ampak včasih se je zgodilo, da nam je rešilo tudi kakšen problem in da nam je potrdilo naše vizije. Tokrat se ni zgodilo, recimo, to sodbo lahko beremo, tudi jaz sem prepričan, to sem povedal v svoj prvi izjavi, da jo lahko beremo pozitivno v smislu, da potrjuje, da so naše zaskrbljenosti lahko na mestu, ampak preuranjeno v smislu, da se zakonodaja, tako kot je zapisana v zaščitnem zakonu, kot se prenaša v deželni reformi, ni zaenkrat še kršena. Tako da jaz sem prepričan, da v evalvaciji te reforme, tako kot je postavljena, da se bodo pojavili ničkolikokrat primeri kršenja tudi določenih načel, tako kar zadeva uporabe slovenskega jezika v javnih storitvah, kot v samih tudi političnih in upravnih organih teh medobčinskih zvez. Ampak Italijani temu pravijo proceso intenzioni, tako da jaz mislim, da dokler se to ne zgodi, seveda sodnik ima vso pravico in možnost, da reče, da pač zakon ni bil kršen in da sodnik v tistem trenutku ne more nastopati. Istočasno jaz sem eden tistih, ki pravzaprav edini član leve sredine, večinske koalicije, ki ni glasoval za ta zakon, ampak tudi nisem glasoval proti, v smislu, da sem stalno delal, ko smo ga pripravljali v prvi obliki in ko smo ga spreminjali 8-krat ali 9-krat v tom zadnjem letu, sem vedno sodeloval pri izboljšanju tega zakona, pri iskanju tudi minimalnih kompromisnih rešitev, minimalnih pozitivnih korakov, ker sem prepričan, da korak za korakom potem nek rezultat dosežeš. In jaz priznam sebi in mislim, da to moramo priznati tudi potem koaliciji, ki je to sprejela, zakon smo bistveno izboljševali, čeprav še vedno ne odgovarja temu, kar so bile naše načelne zahteve. Nismo zahtevali lune od vsega začetka, zahtevali smo pravico, da občine iz zaščitenega območja, nekaj so lepše, nekaj so čudne, nekaj ne spadajo v ta svet ali v to deželo, ampak ker se upravljajo in živijo preprosto dvojezično in zato na različen način upravljajo storitve, kar so prva vloga občinske uprave, da te občine se lažje povezujejo med sabo in lažje zagotavljajo enak nivo, tudi dvojezični, tistih storitev, ko delujejo usklajeno in ko povezujejo storitve med sabo. Zato popravek je bil preprosto ta, da za dvojezične oziroma zaščitene občine se prizna pravico, da se med sabo povezujejo tudi mimo kriterijev in z odstopanji, ki so različna od ostalih. To se je samo delno zapisalo v zakon, v smislu, da je bilo sprejeto recimo neko majhno načelo tudi, da ko bomo ustvarjali neka podokrožja, subambiti, da za zaščitene občine so lahko ta okrožja z manjšim številom prebivalstva, recimo lahko nekega dne, če zakon se uveljavi, če ostane, če ga ne zavrne nobeno sodišče, če ne pade, če se ne zamenja uprava, v Števarjani in Sovodje, konkretno na Goriškem, lahko ustanovita neko podobmočje, kljub temu, da bi skupaj štela samo 2000 prebivalcev in za ostale predele dežele bi to število moralo biti vsaj 3000. Recimo, da neka odstopanja v principu so bila sprejeta, ampak ko bi jih sprejeli načelno tudi, in ko bi isto logiko sprejeli od vsega začetka, bi dejansko ta zakon lahko bil usklajen z našimi potrebami.
Povedal si, da je prav danes v teh dneh Zveza občin predlagala v imenu vseh občin, tudi tam ni soglasja, ampak v imenu večinskega dela občin, predlagala nekaj konkretnih izboljšav zakonov, v zameno za katere je večji del občin pripravljen priklicati tiste osnovne, približno 50 je v seštevku občin, neke osnovne rekurze proti zakonu, zato da se izniči zakon. Jaz mislim, da je pozitiven pristop, politično odgovoren, ker ponavljam, zame se zakone ne piše na sodišču, ampak morajo nastajati v za to poklicanih organih. Samo ta primer kot zaključek, mi smo pred leti se pritožili na upravno sodišče proti temu, da na Goriškem nismo imeli več možnost ustanavljati rajonske svete, tako kot smo jih imeli prej, se pravi samostojno za dvojezične predele občine Gorica. Sodišče je kljub temu, da je bil naš priziv po mojem tudi odlično napisan, poslužili smo se tudi zunanjega odvetnika iz Doline Oste, uglednega odvetnika, ki se spozna na to področje tudi z pravnega vidika, priziv ni uspel. Zgubili smo pritožbo z deželno upravo, z novo deželno upravo, v kateri smo sodelovali, pa smo uspeli to načelo zapisati po politični poti ta zakon. Kljub temu pa, da je postalo to zakon, ker občina Gorica se politično ne strinja s to potrebo, konkretno ne izrabi te možnosti. Seveda zakoni težko vsiljujejo neke rešitve, predvsem ko so pozitivne. Zato pa je to, kar je povedal prej Iztok, bistvena tudi politična klima, ki je ali pa je ni. Nekaj lahko prispevamo k temu, ampak konkretno. Zato se tudi zgodi, Damjan, da sodelujemo iz zgodovinskih razlogov z neko levo sredino in da smo tam locirani. Jaz mislim, da bi lahko tudi razvijali neke strategije povezovanja in iskanja nekih dogovorov in kompromisov in tudi povezav z desnico. Ampak ker pa volivci niso žakli krompirje, glasovi niso kupi krompirja, jih ne bi prekladali iz ene koalicije v drugo. Ta naša skupnost ni zaljubljena v levo sredino slučajno. Dejstvo je, da leva sredina do danes je vedno zagovarjala potrebe skupnosti, kakršna je naša, manjšinskih pravic, boljše od tega, kar je delala desnica. Brezigar, ki je po mojem eden najboljših politikov, kar smo jih imeli v povojnem obdobju, je pravilno ugotavljal, da pa v Italiji se je glede klime so se spremenili dve ključne stvari. Od sprejetja zakona 482 leta 1999 do danes, kljub temu, da recimo klima je boljša tudi v odnosu do manjšin, je pa manjše zanimanje. In to manjše zanimanje se prikazuje predvsem v tem, da zakon 482 od 10 milijonov evrov, kar jih je imel v proračunu za delovanje, za izvajanje normativov leta 1999, je danes pristal na milijon ali celo manj. Se pravi, da manjšine so priznane kot neka nesporna vrednost, vrednota in noben ji ne osporavam, ampak niso več prioriteta, očitno. Drugi podatek, ki mi je dal Brezigar kot pozitiven, lahko pa je tudi slučajen, ampak je pozitiven, manjšina. Slovenska manjšina danes v parlamentu nima več izrazito bojevitih naravnih sovražnikov, recimo Menja, Kambar ali takih sovražnikov manjšina v parlamentu nima. To je sreča seveda za Blažinovo, ampak je neko dejstvo. In takih sovražnikov nima niti doma. Če jaz gledam na deželni svet, prej sem govoril o maketah, niso veliki nasprotniki, je novedli Jedzi Bernard, ki se skoraj kabaretsko oglašajo proti manjšini, glasujejo proti, se opredeljujejo proti jezikovnim pravicam in proti tudi zagovarjanju določenih odstopanj ali pa imenovanju naših predstavnikov v radnih organih. Ampak konkretno potem to se ne kaže kot neka politično konkretna razvita linija. Zato, če se to razvije še naprej, po mojem, da tako v Rimu kot na deželi se ne razvijajo novi naravni sovražniki, ljudje, se pravi politiki, ki imajo kot življenjsko geslo to, da nasprotujejo manjšini, preko da delajo za lastno skupnost, bo verjetno možno še kaj doseči. To pa, da bi se prekladali potem na en kot in drugi, ob tem tudi, da politična scena v Italiji danes premore, žal, v dobrem in slabem, srečen žal, samo eno konkretno močno stranko. Je Demokratska stranka, ostalo okoli je drobiž, je Severna liga pa in kar se povezuje z njo, ki je pa vse prej tudi kot neka evropska desnica.
Jaz, glede na, da se razumemo, nisem rekel, da bomo prekladali naše glasove kot žaklje krompirja enkrat zjutraj na levo, popoldne na desno, kar ni mogoče, ker ljudje tega tako enostavno ne morejo prebaviti. Jaz sem rekel, da pri pogajanjih, pri iskanju zaveznikov v parlamentu v zvezi z volilnim zakonom je bilo iti iskati soglasje in konsens in podporo k demokratski stranki politična napaka, ker demokratska stranka nima nobenega interesa, da bi kaj takega šlo skozi, niti najmanjšega. Meni je Celer napisal en mail, v določenem trenutku je rekel, Boški verjetno se strinja, Blažinova zaenkrat ni rekla nič in imam še nekaj kolegov iz leve sredine, ki so za to. To je trajalo en dopoldan, popoldne se skupaj padlo v vodo. Se pravi, interes, da bi en poslanc bil izvoljen v parlament na neki manjšinski listi in ne na listi demokratske stranke, ga ima kvečemu kakšna desno-sredinska stranka. To je bila poanta. Hvala lepa, s tem posegom tudi zaključujemo ta večer, sicer če imamo še nekaj časa, čeprav je ura že precej naprej. Jaz bi se zahvalil, Andreju rečem, da druga plat zgodbe je sicer malo prišla na dan, bila je tudi postavljena nekoliko izzivalno, mislim, da tudi prav, ker prav je, da se pozna tudi ta ozadja, ki jih morda ne beremo prav vsaki dan. Mislim, da je večer uspel, slišimo tudi precejšnje take detalje, ker mogoče niso zadevali ravno 15-letnice zakona, ampak vendar videli smo konkretne primere, kako se ta zaščitna zakonodaja izvaja dobro, slabo, pomanjkljivo ali uspešno. Jaz mislim, da zakon, kot je bilo ugotovljeno, je tudi gospod Mirošič dobro poudaril, da imamo eno pravno osnovo, na kateri delati. Mogoče ni ta idealna, mogoče bi si jo lahko izbojevali boljšo. Zdaj na delu pač je manjšina in politika v manjšini, ki je ena pomembna stvar, zato ker če manjšina nima politike, potem je kot da bi delala brez glave. Jaz se vam zahvaljujem za današnji večer, upam, da ni zadnji, da bomo še kdaj drugič imeli možnost se še o tem pogovarjati. In če ima kdo kakšno vprašanje, prosim, Peter Černik. Nismo samo dve opombe, oziroma dve poanci, glede obnašanja manjšine. Mislim, ta diskusija, ki je nastala na koncu, kam se splača in kam se ne splača. Gotovo po moje, tisto, kar bi bilo važno, da se v manjšini začenja spostavljati kot strateško smernico, je to, da se skušaš povezati s tistim, ki ti lahko dejansko nekaj da. In tukaj ne bi jaz izključeval nobenega, ker čisto zgodovinsko gledano, verjetno tiste največje postavke, katerih koristi Slovenska narodna skupnost, jih je dala desna sredina, v 60-ih letih, šolsko, uzakonjeno, in vse tisto, kar je nastalo šolstvo, potem pomislimo na gledališče, ki je nastalo iz eno vlado, ker je bila krščanska demokracija socialisti in tako dalje, da ne pridemo na televizijo, ki je dobro ruskovni, tako da se razumemo. Torej, mislim, to ne pomeni nič, pomeni pa samo imeti možnost presojanja, da se tudi manjšinsko telo nauči gledati na to, kar so interesi manjšinskega telesa. Mislim, to je tisto, kar verjetno politike potrebujemo, ne samo slovenske skupnosti, ampak celotno zamenjske politike, da se dejansko začne gledati na interese manjšine kot prvo za odločitve, mimo zgodovinskih težav. Drugi element pa, ki bi ga izpostavil, je vezan na zakon 38. O zakonu se mi zdi, da se dosti govori po eni strani o političnih zahtevah, torej o težavah, ki jih imamo mi za to, da pridemo do ene politične prepoznavnosti, ali pa se dosti govori o členu 16, ki je razdeliti denar med našimi organizacijami. Vsi ostali členi se mi zdi, da so šli malo v pozabo. Jaz bi dal primer, 14. člen
smo ga izgubili. Nihče ni postavil te zadeve v spredje. IRE je bil ukinjen in šlo tako. Dam drugi primer. Tisti tako zvani deželni šolski urad, ki ne bi bil razpisan leta 2001, bi takrat imelo finančno dotacijo za funkcioniranje 850 milijonov. In bi lahko takrat zaposlil bistveno več ljudi, ko jih je zaposlil v trenutku, ko je prišel in bil razpisan, torej pred 2 leti, in postavil po konci na novo strukturo, ki je še krčila potem predhodne stvari. Torej, da ne govorimo še o kakšnem drugem vidiku. Torej, jaz tisto, kar pogrešam, je, da večkrat kot manjšina smo neopremljeni v trenutku, ko moramo tehnično slediti tistim normativnim vidikom zakona, ki jih je treba stalno nesti izboriti z uprave, z italijansko upravo. Zato tukaj bi bilo treba ustvariti tudi ene strukture, da lahko mi te stvari stalno sledimo, jih peljemo naprej, ker enostavno, če ne bodo izginile in se bomo znašli, da bomo peljali naprej samo ene propagandne boje brez nobenih rezultatov. Ne nazadnje podam še spet en drugi primer. Sindikat slovenske šole. Zakon ne bi bil priznan, a ni priznan. Torej, mi šibimo naše strukture, ne usposabljamo potem ljudi, ki bi lahko te stvari sledili in dejansko rezultatov ni. Če je še kdo, če ne bi zaključili. Mislim, da smo. Marsikaj je bilo na sve povedanega, ne? Veliko dela nas še čaka. Boj se nadaljuje iz dneva v dan, ne? Za naše pravice. Najlepša hvala nocojšnjim gostom, hvala tudi vsem vam, ki ste se udeležili nocojšnjega večera. Do sedaj so naši gostje pili vodo, sedaj pa vas vabimo na kozarec vina in kjer bomo lahko nadaljevali klepet. Naslednji teden ne bo srečanja pod lipami, temveč bomo v petek podelili priznanje Kazimir Humar. Čez 15 dni pa bomo imeli ponovno srečanje in sicer bo posvečeno 70-letnici revije Pastirček. Lepo vabljeni. Hvala vsem še enkrat in lep večer. Ker se zdaj sestavi. Živimo. In Hopala, pardon, tukaj Niko se snema, ti si tisti. Niste govorili, ker teče še. A še teče? Pa bomo zbrisali. Bomo zbrisal? Zakaj? Ja. Sem rekel tebi čas. Hoče dan na YouTube, tako, prvi plan tebe. Sem rekel zato, ker je tebi čas. Ja. Hvala. Samo rekel, kako je, zoprmo zba? Ja, če šlo pa dobro, če teče še. Zavo ne problema. Imaš to neko veš, ko si kacel. Mora Julči buse, tako staneš. Kje je to? Čakaj, ko je to? Tam je